slogan obleka naredi človeka še kako drži. Raziskave so pokazale, da posameznik oceni sogovornika v prvih 5 sekundah in si ustvari mnenje na podlagi njegovega videza. Pri prvem vtisu videz zajema kar 55% delež, z 38% mu sledi nastop in presenetljivo nizki 7% pa pripada vsebini. Tako je obleka neverbalni sistem komunikacije in oblačenje samo pa način govora, s katerim sporoča svoje etično in politično prepričanje, svoj življenjski stil, nacionalno identiteto ter ekonomski in družbeni položaj. Nakupovanje oblačil postaja visoko cenjena dejavnost in kupci si zagotavljajo razlikovanje od slojev, ki si tega ne morejo privoščiti. Tako je bila elita vedno oblečena po najnovejših modnih zapovedih, ostala množica pa sezono ali 2 za njimi. Ali kakšnemu kosu obleke namenjate večjo pozornost? Ne, vedno oblečem tisto, kar mi je všeč in tista barva, ko mi tisti dan ustreza. S kom pa ponavadi nakupujete? Čisto odvisno, sama največkrat. In koliko denarja ste pa pripravljeni odšteti na mesec za obleko? Čisto različno, ampak ponavadi ne glih veliko. Ali se udeležujete razprodaj? Če je priložnost, drugače pa ponavadi ne. Kupim, če grem mimo in vidim, da mi nekaj zelo všeč, potem mi je tisto že v redu in vzamem. Večina žensk ima fetiš na čevlje. Čevljev ni nikoli preveč in vedno se najde par, ki ga še nimamo. Nekatere stavijo na priznane modne oblikovalce, drugim pa je dovolj, da so trendi, lepi, morda celo udobni. Lahko bi rekli, da ženska goji nekakšen ljubezenski odnos do čevljev. Nekatere jih častijo celo po božje. Če pogledamo lepo oblikovano nogo, v elegantnem ženskem čevlju z visoko peto zna biti zelo vzburljivo. Še posebej pa strupene sandale z vrtoglavo visoko peto in paski, ki objemajo meča in jih ženske nosijo z ubijalsko mešanico elegance in suverenosti. Čevlji posredujejo direktna sporočila. Ženske ne bi nikoli porabile toliko časa in denarja za nakup obutve, če čevlji ne bi bili resen in pomemben stilistični dodatek. Čevlji so pika na i pri imidžu sleherne ženske. V njih se zrcali njen značaj, njena morebitna posesivnost, agresivnost in spolna dominanca. V trgovini XYZ smo povprašali stilistko, ali misli, če je slovenska ženska premalo ozaveščena o modi. S to izjavo se nikakor ne morem strinjati. Jaz mislim, da je slovenska ženska zelo zahteven kupec in je zelo modno ozaveščena, pozna svetovne modne trende in spremlja novosti na svetovnih modnih brveh. Menite, da so stranke zadovoljne s kolekcijami, ki jih imajo pri vas na razpolago? Lahko trdim, da so stranke z našim izborom zelo zadovoljne, saj imamo veliko zvestih kupcev, ki se konstantno in radi vračajo k nam. Poleg tega moramo omeniti, da imamo določene prestižne blagovne znamke, ki jih je v Sloveniji moč kupiti samo pri nas, kot so Burberry, Squared. Ali se stranke pogosto zatekajo po vašo pomoč ali nasvet? Torej, če govorimo o stilskih nasvetih, ja, moramo vedeti, da stilski nasveti so tudi eden izmed primarnih elementov naših storitev, naše trgovine, tako da ja, stranke se vračajo po stilske nasvete. To opažamo, da je zlasti pogosto oziroma bolj priljubljena storitev v primerih, ko stranke kupujejo oblačila za posebne priložnosti. Ne omenim v tem trenutku še eno storitev oziroma stilski nasvet, ki se ga poslužujejo predvsem poslovneži oziroma osebe, ki jim primanjkuje prostega časa. Torej, osebe pokličejo k nam v trgovino, povejo, kaj potrebujejo, zakaj potrebujejo, katere so številke konfekcijske. Kako svetujete strankam, kaj naj kupijo? Torej, nasveti so vedno povezani s komunikacijo.
Mi ogromno komuniciramo s svojimi strankami, poskušamo prisluhniti, kaj želijo nositi, kaj potrebujejo, kdo so. Zavedamo se, da je oblačilo eden izmed komunikacijskih elementov sporočanja, kdo si, kaj si. Se pravi, skušamo prisluhniti stranki in ugotoviti, ali želijo svetu boje, so bolj trendsetterji, da so poznavalci mode, da so poslovneži in tako dalje. In skupaj z njihovimi inputi poiskati najboljšo rešitev in najboljše oblačilo.